1100 evrov od prostovoljnih prispevkov se je to letos čisto obrnilo. 1144 evrov se je zbralo s prodajo kruha, razlika do 1888 pa so bili prostovoljni prispevki, kar tudi malo kaže na to, da je kriza pri nas. Mogoče še za primerjavo, pozna se, da je v Zrečah večja kriza kot v Konicah, ker se je v Konicah letos procentualno, v Konicah, Ločah in v Vitanju zbralo več, v Zrečah je pa približno na istem nivoju ostalo, ampak tak je pač. Vemo, da so Zreče v tej krizi mogoče res na tem našem področju, kolikor ugotavljamo, v najhujši poziciji. Zdaj bi pa jaz prosila gospod predsednico Mihaelo Pugel, da podeli simbolično bone posameznim predstavnikom šol. Ta sredstva boste imeli jutri nakazana na vaših transakcijskih računih. In to je iz moje strani vse. Če bi še mogoče gospod predsednica želela kaj povedati. Hvala, jaz mislim, da je bilo že kar dosti povedanega, da edino lep pozdrav tudi z moje strani. Mislim, da bi kar prešli od besed k dejanjem, pa bi potem te prispevke, ki smo jih zbrali skupnimi močmi, tudi razdelili. Jaz bi šla kar po vrsti, tako kot so zložene tele stvari, in sicer osnovna šola Vitanje dobi 230 evrov. Loče 370. Šola ob Dravini 420. Osnovna šola pod Goro tudi 420. In osnovna šola Zreče tudi 420. Mogoče še, če bi še kdo drug želel kaj spregovoriti, kakšna pobuda, ideja. Če rekel, da se veselimo šole nadaljnjega sodelovanja, se mi zdi, da je to res zelo posrečena kombinacija, Rdeči križ, šola, učenci, podjetniki, in da nekako hranimo ta čut solidarnosti in res se veselimo nadaljnjega sodelovanja, še posebej se mi zdi v tem času to izjemnega pomena. Akcija Drobtinica, ki je v Sloveniji začela svojo pot ravno v Slovenskih Konicah, je vsako leto bolj uspešna. Ja, vsako leto beležimo v bistvu več obiskov na naših stojnicah. Akcija je prepoznavna, tako da kaj posebej, ko omeniš, poveš ime Drobtinica, vsi vedo, aha, to je to, zopet je leto naokoli, zopet bomo lahko se oglasili na vaši stojnici. To je v bistvu en projekt, ki se izvaja cel mesec, zaradi tega, ker je najprej treba nagovoriti peke, da nam darujejo svoje pekovske izdelke. Potem je potrebno pripraviti mlade člane Rdečega križa, da se pripravijo za delo na teh stojnicah. Treba jih je pravzaprav spodbuditi, na koncu koncev se dogaja recimo v Ločah, da ti otroci celo s kruhom hodijo po hišah, da ga prodajo v čim krajšem času, pripravijo stojnice s svojimi plakati, tako da je prostovoljci tudi žrtvujejo pravzaprav svoj čas in svojo energijo, in v bistvu je dosti dela, ampak na koncu koncev uspeh je vsako leto boljši. Zaključek pa je, ko razdelite denar šolam. Tako je. Na postavljenih imamo 5 stojnic. Vsaka stojnica predstavlja pomoč eni šoli. Torej, stojnice so postavljene v Vitanju, v Ločah, v Zrečah in v Konicah sta 2 stojnici. Ena je za osnovno šolo pod Goro, druga za osnovno šolo ob Dravini. In izkupiček na teh stojnicah je pol tisti znesek, ki ga v celoti nakažemo na šolske hranilne knjige. Potrebe pa so po takšni pomoči.
Potrebe so vsako leto večje, zaradi tega, ker, kot vemo, kriza se je dotaknila tudi naše kraje. Vsak topel obrok, ki ga lahko naše šolske svetovalne delavke zagotovijo otrokom, je več kot dobrodošel, tako vsaj one povedo. Dosti je otrok, kjer starši nekako ne zmorejo ali ne uspejo otrokom pripraviti toplega obroka, tako da je to tisto, kar dejansko izkupiček oziroma ta znesek gre v prave roke. Otroci dejansko imajo nekaj od tega. Šolarjem pa pomaga Rdeči križ tudi na druge načine. Ja, za šolarje imamo letovanja in sicer organiziramo vsakoletno letovanje na Debelem rtiču. Takrat popeljemo na rtič 145 otrok in pa 16 otrokom nudimo brezplačno letovanje na rtiču. Ravnokar so na Debelem rtiču otroci iz osnovne šole Pod Goro v parku, to so otroci iz prilagojenega šolskega programa z svojimi vzgojitelji, tako da to je ena izmed naših prioritetnih nalog in pa vsako leto rezerviramo določen del sredstev za šolske potrebščine. Lani smo razdelili nekaj preko 3200 evrov za šolske potrebščine na vse šole, letos pa je ta znesek bistveno večji, več kot 5000 tolarjev smo razdelili. Poleg tega pa ljudje prihajajo k vam tudi po druge oblike pomoči, od denarnih do prehranskih izdelkov. Se je število teh, ki potrebujejo pomoč, zelo povečalo ali je še nekako v znosnih mejah? Število se je v primerjavi z začetkom leta povečalo za 1/3. Akcije, ki jih Rdeči križ Slovenije organizira, so obrodile dobre sadove, saj imamo naša skladišča polna, tako da lahko ljudem ponudimo to obliko pomoči. K nam hodi redno mesečno po pakete več kot 220 družin oziroma nekaj čez 450 upravičencev. In pa nudimo tudi izredne pomoči v obliki prehrambenih paketov, to pa kadar se človek znajde v stiski, da mogoče mu skušamo na tak način premostiti najhujše stiske in mu ponudimo pač dobrine, ki jih imamo v skladišču. V pomoč nam je tudi zbiralna košarica v Mercatorju, kjer lahko tudi za najhujše stiske lahko takoj pomagamo. Ker sicer je pri nas način takšen, tisti, ki prejemajo redno denarno pomoč oziroma redne prehrambene pakete, o upravičenosti odloča komisija. Komisija je sestavljena iz članov naše komisije, socialne komisije na Rdečem križu, prisotne so pa predstavnica Centra za socialno delo, šolska svetovalna služba in pa Karitas. Tako da, kadar se odločamo, je to kar kompleksna, v bistvu res prava, za moje pojme prava odločitev, ker ne zavisi od enega človeka, ampak od večjih členov v tej verigi. Vi tak na nek način najbolj zanesljivo izmerite razmere, stanje krize v družbi, narašča, upada? Narašča. Mislim, da je pa v tem trenutku največje stiske so pri plačevanju položnic. Ljudje enostavno jim zmanjka denarja za poplačilo določenih stroškov. Tukaj Rdeči križ sicer pomaga na takšen način, pri nas imamo 12 krajevnih organizacij in vsaka posamezna krajevna organizacija pridobiva sredstva, da ob koncu leta, ko prodajajo koledarje in zbirajo članarino. Iz tistih sredstev se potem pomagajo tudi kakšne take izredne pomoči denarne oziroma se plača kakšna položnica, če je, ne vem, nevarnost, da bi nekomu odklopili elektriko, vodo oziroma celo imeli smo primer, ko je bilo nevarno, da bodo gospo izselili. Se pravi, krajevne organizacije v takem primeru poravnajo položnice, ampak tudi to je v sodelovanju s to socialno komisijo.